Lepo pozdravljeni v novem Q&A-ju. Današnje vprašanje, na katerega bom odgovarjal skozi AIQ pristop, se glasi: Pozdravljeni. Pogosto se sprašujem, zakaj imam občutek, da življenje od mene zahteva veliko več kot od drugih, predvsem od mojega partnerja. On se zdi, kot da je rojen pod srečno zvezdo. Stvari se mu nekako vedno izidejo, tudi kadar gre sprva vse narobe. Pri meni pa, ne glede na to, koliko se pripravim in trudim, skoraj vedno pride najbolj zapleten in bolet scenarij. Včasih se res počutim kot magnet za zaplete, kot da sem jaz tista, ki mora plačati ceno, da sploh pridem na isto izhodišče kot drugi. Sprašujem vas, je nekaj narobe z mano? Sem morda preobčutljiva ali pa preprosto podvržena smoli? Ali gre za globlji vzorec v meni, v načinu, kako razmišljam, čutim in doživljam stvari? Najbolj si želim razumeti, kako lahko prepoznam in spremenim ta občutek, da sem ujeta v začaran krog, kako lahko začnem živeti z več lahkotnosti, zaupanja in brez nenehnega občutka, da sem žrtev okoliščin. Osnova je, da je tukaj v bistvu problem že čist v vplivu podzavesti, ker ena od osnovnih značilnosti podzavesti je, da kroži, sprav, da se vrti v krogu, ker kar naprej ponavlja iste odzive ob enakih situacijah in je izjemno toga in, lahko rekli, mogoče celo trmasta, da se bi spremenila in je zelo slaba je v učenju iz napak in vsakič, ko mi kdo napiše ali pa reče, da je ujet v začaran krog, takoj mi to pade na pamet, da če se vrti v krogu, potem je vpliv njegove podzavesti na to, kako deluje in živi, prevelik, vpliv zavesti pa premejhen, ker po AIQ-ju podzavest v času kroži, zavest pa čas dojema kot linearno premico, ki gre od začetka proti koncu. In seveda, če oboje združimo kroženje podzavesti pa ravno črto, vektorsko gibanje zavesti, dobimo spiralo in ravno oblikovanje spirale je namen, da pri AIQ-ju dosežete postopno spremembo in da greste iz enega področja v drugo področje, seveda ne v ravni črti, ampak skozi počasno kroženje in dviganje, zato v AIQ-ju vedno gledamo trend, ne pa trenutno stanje, čeprav seveda trenutno stanje pa definira trend. Zato vaše vprašanje ni le pomembno, ampak je v bistvu izraz povišane notranje občutljivosti, ki vam dejansko lahko postane vir moči, če se seveda z njo naučite delati pravilno in ravno to, kar vas zdaj ubija, bi lahko rekli v narekovaju, ali pa vas žalosti, čutite razočaranje, brezup, depresijo, zakaj imate vi tako smolo, je dejansko energija, ki vam omogoča, da se iz tega vrtenja v začaranem krogu premaknete v spiralno gibanje in s tem v bistvu pustite to smolo za sabo. Seveda ne čez noč, ne kar naenkrat iz črnega v belo, ampak se to skozi 50 odtenkov sive, bi lahko rekli, počasi spreminja iz črnega v temno-sivo, iz temno-sivega v svetlo-sivo. Osebno sem prepričan, da belega niti ne moremo doseči, ker to bi bilo že popolno, perfektno, ampak v vsaki beli mora biti tudi nekaj črne, tako kot je v vsaki črni nekaj bele, sem se ne vidi. In dvig čustvene zrelosti je tista rešitev, ki jo AIQ nudi, da oseba lahko ta kroženje, ki je pod vplivom dominantnega vpliva podzavesti, počasi spremeni najprej v gosto spiralo, potem pa v vedno bolj redko spiralo. In ta občutek, da od vas življenje zahteva več kot od drugih, je seveda zelo pogost med ljudmi in sploh med tistimi, ki imajo višjo raven senzorne občutljivosti, pogosto se imajo za empate in še posebej tako vedenje, kot ga opisujete v vašem vprašanju, značilno za soodvisne osebe, kar pomeni, da so bile prezgodaj porinjene v ločevanje od matere in prezgodaj so mogle postati samostojne zaradi takih ali drugačnih okoliščinnih interesov. In seveda zaradi tega so programirane, bi lahko rekli, da pomagajo drugim,
da svojo energijo, ki bi jo morale vlagati v lasten napredek in razvoj, v spiralno gibanje, vlagajo v okolico, da gre okolica lažje naprej ali pa celo mogoče prehiter naprej. In seveda potem njim zmanjka, in ker te energije ni, ne morejo se pa vrteti v spirali, počasi vedno višje, napredovati v izkušenosti, modrosti in učinkovitosti, ampak krožijo v enem in istem in potem seveda imajo občutek, da vsi ostali napredujejo, da se za njih čas ustavil, da vedno nekaj zamujajo, ostalim gre pa dobro in seveda se potem ustvari nemoč. Iz te nemoči se pa pogosto potem aktivira zavist, da to zavist lahko aktiviramo v druge in drugim ne privoščimo, ali pa jo usmerimo v tako obliko, da smo nesrečni sami nad sabo oziroma jo razvijamo v to obliko, da razvijamo obup. In seveda hkrati imajo te ljudje, ki imajo močnejšo sposobnost odzivanja, običajno je ta močnejša sposobnost odzivanja na okolje povezana s travmo ali z močno zlorabo v otroštvu, ker je tak otrok, ki je v bistvu izgubil zaupanje v okolje, ki skrbi za njega, še posebej, če ga zlorabi starš, more razviti nadpovprečno sposobnost, da zazna, kaj se dogaja okrog njega, zato da, ker ne more se zanesti na recimo starša, da ga bo zaščitil, se more zanesti sam nase in seveda postane hiper senzibilen za to, kako se nekdo počuti, kako nekdo gleda, kako auro, kakšne čustva nekdo daja in prej zazna različne podtone, ki jih nekdo, ki recimo ni imel zlorabe v otroštvu, niti ne opazi, ker pač je imel drugačno okolje in drugačen kontekst, v katerem se je razvijal. Seveda je običajno pa, če je bila prisotna zloraba strani odraslih, potem tak otrok niti ne more se pristno izražati, ne more biti spontan, avtentičen, ker bi pa bil zaradi prevelike občutljivosti prevečkrat jezen, besen, prevečkrat bi povedal tisto, kar si misli, prevečkrat bi se vedel kot otrok pri povedki o cesarjevih novih oblačilih in starši seveda nočejo, da otrok pokaže s prstom na njih in reče, ti si pa gol. In zato seveda pritiskajo na otroka, da to pretirano senzibilnost, ki je nastala zaradi zlorabe, zablokira, dvigne senzorno-motorno amnezijo, zakrčenost v telesu, popači dihanje, stisne vrat, stisne zobe, da jezik za zobe, gleda v tla in podobno. In seveda se zgodi nova zloraba, to pod zloraba, ki prepreči izražanje, ki je nastala zaradi zlorabe, prve zlorabe, ne? In to vse skupaj ustvari občutek, kot da je telo odrezano od zavesti in da so naše izkušnje, ki jih imamo in naša življenjska pot stvar usode, ne pa posledice našega lastnega delovanja in vpliva na okolje. Predvsem zato, ker vplivamo na okolje prek telesa in bolj, ko smo ločeni od telesa, težje vplivamo na okolje prek telesa na zavesten način. In zdaj pa nam ostane samo še podzavesten vpliv na okolje. Podzavesten vpliv okolje pa vpliva na okolje v obliki kroga. Se pravi, krožimo, zavest pa seveda vpliva na okolje v obliki linearne ravne črte ali pa približno podobno linearni ravni črti. In zdaj, če je ločenost zavesti od telesa visoka, je vpliv zavesti na okolje majhen in potem vplivamo na okolje v krožni obliki, ne pa v linearni in seveda imamo pol logično in čisto posem posledično razumljivo občutek, da se vrtimo v začaranem krogu. In to, da se nam recimo zdijo oziroma da se vam zdijo vaše poti polne zapletov in bolečine, pa seveda ni nujno dokaz, da je z vami karkoli narobe na tak način, ampak gre za vzorec, ki se običajno oblikuje že zelo zgodaj v otroštvu, kjer ste prevzeli, hočeš, nočeš, moraš vlogo tistega, ki več čuti, ki več nosi, ki mora popraviti neravnovesje v okolju, da lahko vsaj približno dobi občutek varnosti, sprav, postanete kronično soodvisna oseba, ker če starša nista sposobna ustvariti občutek varnosti,
občutek varnosti je pa nekaj, kar otrok nujno potrebuje, potem mora otrok prijeti plunt v roke, pa prijeti škarje pa platno in narediti tisto pač, koliko je možno, seveda na otroški način in potem to logično vodi v kronično simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, ki povzroča napetosti, nezmožnost sprostitve, občutek ogroženosti brez konkretnega zunanjega vzroka in ustvarja notranji občutek, da moraš biti vedno pripravljena na to, ker samo od sebe ne gre. Lahko bi rekli mogoče tudi, da je Murphyjev zakon pri takih ljudeh zelo izražen in okruten. In mislim, da sem že večkrat tudi v podcastih povedal, da je dviganje čustvene zrelosti s pomočjo AIQ metode izvrsten način, kako zmanjšate moč Murphyjevega zakona, kar pomeni, da ne, da se vam več nikoli ne zgodi nič takega, kar si ne želite. Sam iz prakse vidim, da višjo, ko ima oseba čustveno zrelost, bolje do nje Murphy usmiljen oziroma prizanesljiv, kar je pa seveda v praksi zelo dobra stvar. Zraven seveda vsega tega taka oseba ima tudi pogosto močno zamrznjen čustveni izraz, kar pomeni, da ne more ustrezno zaznavati lastno telo ali pa nepripravljenost telesa na sprejem lahkotnosti, ne dojema, kot da tega dejansko ne zna, ne zmore ali noče, ampak enostavno lahkotnosti ne pozna in se niti ne more vživeti v to ali pa si predstavljati, kako je nekaj biti lahkotno. Recimo, danes sem imel primer, da je včeraj gospa dosegla zelo pomemben korak v svojem življenju in je bila upravičeno ponosna na to, na kar se je pa njen mož odzval v neskladju s tistim, kar bi si zaslužila ali pa bi pričakovala, in je bila potem seveda zelo razočarana nad tem, kako je to se zgodilo. In ko sem jo pol vprašal, če si predstavlja, kako bi se počutila, če bi se tudi mož odzval na perfekten način, da bi točno to naredil in točno to napisal ali pa kupil ali pa počel, kar bi ona pričakovala v svojih tistih popolnih predstavi, kako bi to moglo biti, kako bi se pol počutila, in dejansko ni vedela, ker bi bilo predober. In če nekaj predober, pol v bistvu ni dober, kot je že enkrat dolg nazaj en moj učitelj povedal, če je predober, ni dober. Šlo se je pa za palačinke. V AIQ metodi seveda potem tako stvar razumemo kot neskladje med zavestjo, podzavestjo in telesom, in čeprav si zavestno vsak ali pa večina ljudi želi več lahkotnosti, zaupanja, notranjega miru, je seveda v podzavesti občutek, da takrat, ko je oseba lahkotna, ko je v miru, da to ni varno, ker ima take izkušnje iz preteklosti, lahko sploh ne nujno vaše preteklosti, ampak preteklosti vaše mame ali pa vašega očeta, pač da je bolj vplival na vas, ki se recimo, ko je bilo mir, pa se pa je zgodilo vedno nekaj slabše, recimo lahko si predstavljate ta mir, oče še ni prišel domov in je mir, potem pa pride oče pijan domov in kar na lepem ni miru. In če se to velikrat zgodi, potem neko umirjeno stanje, čeprav danes je ta mir, če ima čisto drug kontekst, ker ga drugače dosegate in tudi veste zavestno, da ne bo oče prišel ali pa mož pijan domov, vas ta mir naredi dejansko živčno. In seveda je tukaj težko potem ostati čustveno zbran, zato ker podzavest pa hočemo, nočemo vpliva na naše misli, odločitve in dejanja. In seveda tak konflikt med zavestjo, pa med zavestnim zaznavanjem dejanskega stanja, pa med podzavestnimi vzorci, ki se lahko na določeno stanje, ki se nam zdaj zdi ustrezno, odzovejo neustrezno zaradi preteklih izkušenj, ki smo jih pa običajno pozabili ali pa potisnili nekam globoko vase. Seveda lahko pripelje do tega občutka, da morate za vsak korak, ki ga naredite ali pa vse, kar dosežete, plačati več kot drugi, da ste vedno v zaostanku, da vaše življenje ni pošteno, dejansko se počutite, kot da imate avto, kot da če bi se vas primerjal z avtomobilom,
bi verjetno se avto, ki bi ga vozil okrog zategnjeno ročno zavoro, počutil podobno, ko bi gledal druge avtomobile, ki se bi pa okrog vozili z nezategnjeno ročno zavoro, da si to lažje tudi predstavljali. In to, da recimo vaš partner ima bolj lahkotno življenje ali pa z vaših oči, da je lahkotno življenje, ni rezultat naključja, ker v AIQ globoko verjamemo, da nič ni slučajno, nič ni naključno, ampak on ima pač drugačno notranjo organizacijo njegovega sistema, drugačno podzavest, drugačno delovanje avtonomnega živčnega sistema, zavesti, telesa, mišic. Njegov živčni sistem je lahko bolj uravnovešen, ker je pri moških že tako lažje, ker ima manj kompleksen živčen sistem kot ženske, ima drugačno SMA ali pa manj močno SMA, ima drugačno čustveno strukturo, ker je pri moških spet lažje, ker imamo manj raznolika, manj širok čustveni spekter, kar pomeni seveda, da pa njegova zaznava okolice je drugačna in ni tako izkrivljena skozi filter nevarnosti ali pa pomanjkanja, kot je recimo pri vas. In če recimo želite ta občutek prepoznati in ga spremeniti, je potrebno, vsaj v praksi se pokaže, začeti tam, kjer imate največji možen vpliv, in to je pri samem sebi, kar hkrati pa to seveda najtežje. In prvi korak je večje razumevanje povezave med vašim dojemanjem, telesno zaznavo, čustveno zrelostjo, ki vam jo omogočajo AIQ vaje, kjer lahko preko zavestnega gibanja zmanjšate senzorno-motorično amnezijo, izboljšate vpliv zavesti na telo in vpliv telesa na zavest in začnete ponovno čutiti dele sebe, ki so bili ali pa so še zamrznjeni, samo mogoče manj, običajno zaradi zaščite pred nekoč premočno realnostjo, ki je niste mogli prenesti. In z vodenjem AIQ vaj se tudi poveča vaša sposobnost, da občutite, kako ste napeti, kje nosite to napetost, kako globoko je zakoreninjena, in bolj, ko vam to postaje jasno, bolj začnete vplivati na njo in počasi, postopno z željo, nekaj tudi volje in sočutno pozornostjo se začne spreminjati vaše vedenje, zaznavanje in seveda posledično tudi okoliščine, ker dejansko ni nič narobe, tako narobe, ampak je to pač aktiven čustveno-telesni vzorec, ki ste ga oblikovali v preteklosti kot odziv na takrat nerazumljene in neuredljive okoliščine, ker če nekaj ne moremo spremeniti, izboljšati pa urediti, pa nimamo druga, kot da pobegnemo stran od tam, ali pa da se navadimo na to. In zdaj, če ne moremo urediti recimo odnosov v družini, v kateri smo otrok, pobegniti ne moremo od tam, kam pa ne gremo, in nimamo druga, kot da se na to navadimo. In seveda potem ni čudno, da lahko že zelo zgodaj prevzamemo vase prepričanje, da moramo trpeti več, da bi dobili enako kot drugi. Mogoče smo bili nezaželen otrok, mogoče mati ni bila iskreno vesela, ko je začutila, da je noseča, ker ste nastali v takem času in okoliščinah, da je to, da je noseča, povzročilo več skrbi, da je otežilo njeno življenje. In seveda je potem otrok ni čudno, da lahko sprejme, da je on tista utež, ki je otežil materino življenje, kar v bistvu je tudi res, čeprav ni sam dejansko kriv, ker ni on sam sebe naredil, ampak sta ga ustvarila oče pa mama takrat. In če niste dobro premislila in jima je otrok življenje otežil, je potem po AIQ-ju lahko povsem razumljivo, da ima potem tak otrok težko življenje, ker je težek. In seveda, hkrati pa bolj, ko to skozi AIQ razumete, bolj pride do tega, da tako prepričanje danes ni več potrebno, vsaj na zavestni ravni, ampak telo seveda tega še ne sprejema, ker je treba najprej povečati vpliv zavesti na telo. To je pa spet namen AIQ-ja kot takega, tako vaj kot razlage. Ključ pa ni v tem, da vi postanete močnejši, da boste lažje, tako ni ključ, da bi izboljšali izkušnjo vožnje z avtomobilom, da date močnejši motor v njega, da bi s tem
zmanjšali negativni vpliv zategnjene ročne zavore, ampak je bolj pametna rešitev, da se naučite, kako ročno zavoro spustiti, ker potem lahko z istim motorjem se peljete bistveno lepše, boljše in dlje, in seveda tudi bolj usklajeno. Ker če recimo je ročna zavora zategnjena, mi pa vozimo, pomeni, da smo neusklajeni kot voznik in seveda to pa negativno vpliva tako na avto, kot na nas, kot na potnike, ki se vozijo z nami v avtu, in ravno uskladitev zavesti, telesa in čustev je tista, ki vam omogoči postopoma več zaupanja, več spontanosti in predvsem občutek, da ste vi tisti, ki vplivate na potek svojega življenja, kar je seveda tudi najbolj res. Seveda nimamo absolutnega vpliva, imamo pa lahko vedno večji vpliv in z zrno na zrno naredi pogačo, kamen na kamen postavi palačo. In tudi tukaj z malimi spremembami, če smo vztrajni in dosledni, lahko v letu, 2 ali 3 dosežemo ogromne razlike, da včasih kdo, ki nas sreča po določenem času, ne more verjeti, da smo enaki. Ne z bojem, ampak z razumevanjem in s postopnim odpravljanjem nepotrebne notranje napetosti, ki vas je včasih reševala, danes pa vam preprečuje, da bi verjeli, da lahko ste tudi vi vedno pogosteje pod srečno zvezdo ali pa vsaj, da greste iz stran od, recimo, nesrečne zveze. To seveda, verjetno vam je že dosedanje razlage jasno, da to ni pot, ki da rezultate v enem dnevu, ampak je pa pot, ki vam daje trajne rezultate, ker je celostna. In bolj, ko jo hodite, bolj opazite, da se vzorec, da ste magnet za zaplete razgrajuje, da se na vas svet začne odzivati drugače, ker se vi začnete spreminjati od znotraj in oddajate v svet drugačen signal. In to je smisel AIKO metode, da vam omogoči, da se spremembo odnosa do sebe spremenite do drugih in do sebe in s tem ustvarite tudi spremenjeno prihodnost. Z drugim besedam, višjo, ko boste imeli čustveno zrelost, za kar je treba nižati senzorno motorno amnezijo, bolj bo do vas, tako kot sem že povedal, Murphy prijazen. In zato ni smiselno, da se pretirano sprašujete, ali je z vami kaj narobe, ampak da se vedno pogosteje vprašate, kaj vas telo danes uči o sebi in o vaši preteklosti. In bolj, ko boste pripravljeni poslušati, bolj, ko boste do telesa, ker je že tako veliko pretrpelo, tako kot vi, nežni, zavestni in potrpežljivi, lepše in lažje vam bo skupaj s partnerjem.